Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek sem na terenu na športnem letališču v Skokah. Tema je zadnja letalska pod narekovaji, no bi skoraj da lahko rekli nesreča, kajti na srečo se nič hujšega ni zgodilo. Pri Ljubljani je namreč pilot ultralahkega letala pri pristajanju s krilom zadev peško, ki je hodila zraven piste. Ob meni je letalski inšpektor Križanič, s katerim smo se danes tu v Skokah dobila. Gospod Križanič, dober dan, povejte malo več o samem dogodku. Ja, dober dan, zdaj čisto točno vam jaz ne mogu povedati, ker nisem jaz zdaj tega preiskoval, ampak koliko imam informacije, pa zaenkrat je prišlo do nesrečnega dogodka, tako ste rekli, vse kaže, da ga je veter malo zanesel. Tam se pač znašla v tistem trenutku nesrečna gospa, ampak zdaj tak, da vam bo bolj jasno, recimo, morate vedeti, športne letališče nima zdaj z ograjo, nekako ograjene te piste, ne? To ni tako veliko letališče. Torej, dostop je prost in... Dostop je prost, tam je potka, kjer se ljudje sprehajajo, ne? In zdaj, če pač letalo malo zavije, zna biti nerodno, ne? Torej, vi ste mnenja, da so ljudje tisti, ki morajo paziti v bistvu? Ja, absolutno, ja, mislim se... Avion zdaj nima v zraku bremze, da bi on zdaj vstavil pa počakal, da greste mimo, ne? No, ko sem se pripravljal na intervju z gospodom inšpektorjem, pa k meni pristopil tudi en občan, ki živi v neposredni bližini tega športnega letališča v Skokah, pa bi mu dal tudi besedo. Ja, gospod, kar izvolite, vi pa imate svoje mnenje na to temo. Kak svoje? To splošno mnenje, to. A vi ste predstavnik? Nisem predstavnik, jaz živim tu nažalost blizu letališča. Nažalost bom rekel, ker če bi bilo to urejeno, bi mi bilo veselje, tak pa... Tu se marsikaj dogaja, marsikaj mi vidimo, vete? Ja, no pa povejte. Ja, no, ker malo nerodno je, da priješ v bolnico, ne? Celi počoham, pa v zadnji hrbet odprt, pa reče, kaj je bilo, letalo me ruknulo, ne? Ni to malo nerodno v današnji cajti? No, ampak to se dogaja, ne? Ker jaz vidim, tu je vse po sistemu, vsi ne vozi malo, primi volan pa take stvari, ne? No, samo malo, če lahko jaz vskočim tu pa se ne bi strinjal, ne, vi morate vedeti, mi smo v Evropi ena bolj rigoroznih držav, kar se tega tiče zakonodaje o letalstvu, tako da, pa eno ključno stvar se tudi pozabili, tudi na letalo je bila škoda. Res, na letalo je bila škoda, ker je Bogu žensko pokosil, kakva škoda pa te bila. Ti lahko govoriš rigorozno, kaj hočeš, jaz vem, kaj se tu v kabinah dogaja, ker kosim, ko pride ven z kabin. Je že bilo marsikaj, ko miš, da en od, pa pol ena pride, pa se ne bom zdaj, glej. Vse te avion ni bicikl skrili, da bi ga kuj tak metalo, kaj si ti zmešal, kaj si? Kaj rigorozno, kaj ti imaš v kabini kamero? Kaj ti veš, kaj se gori dogaja? No zdaj, lahko samo tako povem, da pri ultralahkem letalu bi recimo ta pač potnica skrita po vašem mogla biti hudo gibčna, ne, da bi prišla, ker je zelo malo prostora tudi v tem letalu. Tako da kot vzrok bi jaz to izključil. A tak, poznaš ti 126P Fiata, Pejeka včasih? Ali si ti premlad? O, poznam. Vidiš mene? Jaz imam redko eno tu, dve bajti bek. Zdaj tak z drugim poročena, tak se je sama zašila, ne vem zdaj o tem govoril. Ki je bila, bom rekel, fino popunjena, tako imam rad. Pa s njo v Pejeko tak gajbo, da je 3-krat mogla osebno pokazati, da so jo domu spravili. Ne, ti meni zdaj govori, da je one toti lahki, da ima manjšo kabino kot Pejek. Ti moraš vedeti, da danes, ko je sila, je vse možno. Ona se mu prek nagne na volan nasloni, ono ročko premakne, to gre vse poprek. Jaz vem, ko toti ultra, toti lahki, ali kaj kot pošavno leti, kaj misliš, zakaj? Da on takega grobat? Pol pa samo pogledaš, da vun stopi, pa ti je vse jasno. Dajmo to urediti, res. Dobro, hvala lepa, Jaz gospod. ne bi rada, grem v bolnico, razumeš, s propelerom vriti, pa nekdo reče, da ga zaneslo. To je to. Hvala lepa, da nas ne pozabite, resnica ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi.